Boštjan Mali, delam na Gozdarskem inštitutu Slovenije in vodim aktivnosti v okviru projekta Care for Climate, v okviru katerega izvajamo tudi delavnice, serijo delavnic na 6 tematskih področjih. Danes bomo govorili o spodbujanju rabe lesa kot materiala in energenta. Kaj bi najprej povedal? Sami veste, da je Slovenija zdaj sprejela tako imenovano slovensko industrijsko strategijo, kjer si je zadala cilj povečati predelavo lesa do nekje 3 milijone kubikov v letu 2030. Zdaj vemo, da so naše trenutno žagarske kapacitete okoli 2 milijona kubikov letno, da pač lahko predelamo. Trenutni dejanski poseg je rekel bi okoli 5 milijonov, tako nekako kaže zadnja inventura. Seveda veste, da v času naravnih motenj je ta poseg skočil, se pravi po evidencah je bilo 6 milijonov, inventura je pokazala 7. Naravne mortalitete smo imeli tudi cirka 2,5 milijona, zdaj se ta počasi umirja. Kaj hočem reči, les oziroma lesna biomasa je bi mogel biti nek strateški material, ki bi ga lahko Slovenija veliko bolj izkoristila, kot ga izkorišča zdaj. Vemo, da veliko okroglega lesa izvozimo v tujino, se pravi, recimo smreko v Avstrijo ali pa buko v Italijo, tukaj izgubljamo dodano vrednost. Zdaj prihajajo v ospredje pa tudi neki kriteriji, oziroma bom rekel, Evropska komisija je sprejela zakonodajni okvir, tako imenovano trajnostne kriterije, se pravi, ne bo vsem, s katerih površin bo ta lesna biomasa prišla na trg, se pravi, izvajalci, proizvajalci bodo mogli upoštevati neke trajnostne kriterije, v katerih bo tem tudi spregovoril kolega Česan. Seveda, verjetno je težko biti konkurenčen z Avstrijci, ki imajo velike kapacitete, sodobne, moderne, žagarske obrate, ampak zdaj že sami vemo, da brez investicij ne bo šlo. Poznate primer Škotov, ki so hoteli postaviti žago na Gomilskem, pa se do danes to na žalost še svetno ni izvedel. 2 dni nazaj sta tudi ministra podpisala neke dokumente za, mislim, da investicija okoli vseh 80 milijonov, se pravi, bivši MGRT in pa zdaj tale, kaj je MUPE. Težaven problem, ki bi pač upozoril na njega, je pa ta, da pač mislim, da ni problem postaviti neke 4 sodobne žagarske centre v Sloveniji, tudi SIDG ima v bistvu neke takšne cilje. Problem je v bistvu spraviti lesno biomaso iz gozdov. Sami veste, da imamo 80% privat gozdov. Lastniška struktura se praktično, jaz sem šel gledati stare članke od profesor Winterja, od leta 1976 se nam lastniška struktura oziroma povprečna gozdna parcela ni spremenila. Velikost smo še vedno tam okoli 3 hektare, pa tudi to ni glavni problem, seveda, bom rekel, Slovenci se slabše povezujejo, slabše sodelujemo kot Avstrijci, na primer, in ta zadružništvo, se pravi, skupen nastop na trgu, tega ni. In v bistvu je verjetno težko pričakovati, da v prihodnje, da se bo pa zdaj kar to iz danes na jutri spremenilo. Veste, da strukturne reforme, to se ne zgodi čez noč, ampak traja, zahteva čas, politično voljo, investicije in tako naprej. Zdaj, bral sem tudi kar nekaj člankov, ki predlagajo spremeniti zakonodajni okvir v smislu, da prenesemo večjo odgovornost za gospodarjenje z gozdovi na lastnike. Po drugi strani veste, da je zasebna lastnina ustavna pravica in pač težko prositi zasebne lastnike, poslušajte, dajte pa vi začniti bolj aktivno gospodarstvo z vašimi gozdovi. Potem, če se malo še dotaknemo gozdno-gospodarskega načrtovanja, danes se pogovarjamo o lesu, ampak rekel,
če tiste prve faze ne naredimo, ne moramo govoriti o drugi fazi. Gozdno-gospodarsko načrtovanje. Ne? Jaz mislim, da pač trenutno načrtovanje je ok, ampak je le načrtovanje. Ne? Če ne sledimo gozdno-gospodarskim načrtom, pač potem tudi vprašam jaz kot sam, zakaj v bistvu delamo za vse gozdove, če se pač te na 80% površine ne realizirajo. Ne? Hočem reči, ali je potreben premislek, ali moramo tudi v bistvu koncept načrtovanja spremeniti, ali res rabimo načrte za vse gozdove, ali rabimo mogoče samo za gozdove, ki so večje od 100 hektarjev, pač na glas razmišljam. Ne? Da ne bom predolg, kolega Kranjc, zdajšnja direktorica Gozdarskega inštituta, vam bo predstavila izzive na področju rabe lesa. Jaz sam smatram besedo izziv nekako lepša beseda za besedo problem. Tako da nas čakajo problemi, izzivi v prihodnje, predvsem pa res, kako bolje izkoristiti v bistvu les kot strateški material, tako z vidika doseganja podnebnih ciljev, seveda pa predvsem kot doseganje dodane vrednosti in pa prispevka v BDP, če hočete. Predajam besedo nekaj, pa želim uspešno delavnico. Ja, hvala. Jaz bom uporabila mikrofon, zato da se bo boljše slišal, mogoče tudi te, ki nas ne bijo na Zoomu. Mene zelo veseli, da vidim malo podoben čas, nekatere obraze tukaj, tako da hvala, ki ste se vzeli čas, ker ste prišli. Posebej me veseli, da imamo danes predstavnike lesarjev z nami, ker je zelo pomemben konflikt med rabo lesa. V vseh teh, eden od konfliktov, ko govorimo o rabi lesa kot energetiko, sigurno v tej rabi. Se pravi, ali bo šlo za predelavo, to večno vprašanje, ali je za predelavo, ali je za energetske namene. Tako da samo v odgovor, problem je, da smo imeli tehnične težave na začetku, izziv je pa kako bomo danes uspešno odpeljali to delavnico, kljub tehničnim problemom na začetku, tako da ni problem izziv, ampak so to dve različni stvari. Tako da danes bom govorila o izzivih, ne toliko o problemih, čeprav se bom velikrat mogoče zataknila tudi o kakšnem problemu. Tako da jaz se ukvarjam že toliko časa s področjem lesne biomase, da ko smo se začeli pogovarjati, da bo imeli ta dogodek, sem najprej začela razmišljati, kaj pa sploh lahko se novega povem, oziroma kaj smo v zadnjih časih naredili novega, da bi lahko tukaj predstavili. Potem sem šla gledati malo moje stare prezentacije, kaj sem govorila mogoče pred 10 leti, in potem sem naletela na en slajd, ali to bi že uporabila. En slajd, kjer sem takrat govorila, kje pravzaprav smo. In ko sem ga pogledala, sem rekla, kje pa smo zdaj danes, v bistvu toliko leta 23. In v bistvu ugotovila, da bi lahko v angleščini, ker sem takrat imela za eno mednarodno delavnico, in zato je tudi takole ostalo. Jaz bom samo tole poskusila zmanjšati. Ali vidite, da že takrat smo se pogovarjali v bistvu, kaj se dogaja na tem področju, zakaj v bistvu ni nekih političnih prebojev, zakaj ni tudi lesna biomasa nekje višji, bolj pomembna na tej politični agendi v zakonodaji, in da se v bistvu vedno znova sprašujemo, zakaj oziroma ugotavljamo, da je lesna biomasa predvsem pomembna v gospodinstvu. In da imamo zelo malo velikih sistemov, kot jih razumejo zdaj. Se pravi, govorimo o ne 10 megavatih, ampak bistveno večjih sistemih. In tukaj dejansko imamo, absolutno, imamo sodobne sisteme, imamo daljinske sisteme, ampak to so po teh definicijah pred narodi še vedno zelo majhni sistemi. In tukaj nismo naredili nekega velikega preboja, še vedno je TETOL naš največji uporabnik, zdaj se pojavlja TEŠ, ampak to so vse v bistvu, govorimo o to zaživih, to govorimo o nekih
relativno zastareli sistemi, ki poskušamo v določenih točkah nadgraditi. To mislim, da ni idealna pot, ki bi si jo želeli za. Kaj so torej naši največji izzivi, kaj je tisto, kar je bilo, kar sem v bistvu stalno že ponavljala in sem se na koncu še enkrat vrnila na to temo, zdaj bom tudi poskušala svoje predavanje teh čez teh 6 točk. In sicer, kaj so količine, kaj je dejansko razpoložljivo. Boštjan je že nametel nekaj številk o gozdovih, gozdarstvu, predelavi lesa in tako naprej. Dejansko je vprašanje, kaj realno lahko dobimo iz gozda, kaj je teoretično, kaj je dejansko glede na tehnologije in vsega predvsem na te socialne momente, ki so bili tudi že omenjeni. To so v bistvu največkrat govorimo o nekih ovirah, ki niso niti tehnične, ampak so dejansko socialne narave, se pravi lastniki gozdov, lastninska struktura in teh izzivov izhaja. Pol je, na primer, zdaj tudi za to novo zakonodajo evropsko, ki prihaja, ki je bila tudi že omenjena in bomo več govorili kasneje, da v bistvu začnemo sprašati, kaj je sploh lahko lesna biomasa, kaj je primarni vir lesne biomase, kaj sploh lahko uporabljamo v energetske namene, da bo nekje se nam upošteval kot obnovljiv vir in da se nam bo upošteval kot obnovljiv vir in tukaj tudi se pogovarjati o tem, kaj je tisto, kar pride iz gozda, iz negozdnih površin, lesni ostanki so tukaj ključni in pa vse odpadke, tudi tega vprašanja, kaj v bistvu odpadki so in kako jih lahko uporabljamo v energetske namene. Največji problem, zakaj večjih sistemov nimamo, je vprašanje trajnosti dobave. Se pravi, če se vprašujemo, koliko količin imamo, vse večji problem imamo v bistvu kako zagotoviti nekim investitorjem trajne količine na določeni točki v Sloveniji. In to ni samo problem lesne biomase, na žalost je to problem lesne industrije. Zdaj na tem dogodku v ponedeljek smo slišali, da so želje po predelavi lesa bistveno večje, da so cilji lesnopredelovalnih podjetij bistveno višji, da se želijo razvijati, da je to tudi visoko na agendi, politični in tako naprej, da vidimo nekaj možnost predelave lesa. Zdaj pa vprašanje, ali imamo les, ali se bomo začeli v bistvu zanašati na uvoz. In tukaj se te trendi počasi kažejo, da se izvoz zmanjšuje, ne moramo več govoriti, da je naš največji problem uvoz lesa, problem pa se, kje potem les po konkurenčni ceni. Se pravi, zelene politike, to bomo tudi govorili danes, tako da jaz tukaj ne bom prav veliko, ampak mislim, da pa tudi zelenih politik. In pa predvsem teh poenostavljenega pogleda, jaz mislim, da govorimo o zelenih politikah, poenostavljen pogled v tem smislu, da se pogleda na celo Evropo in se potem obtoži, na primer, lesno biomaso kot na počez, zato ker nekatere države, njihov razvoj sloni na uvoz pelet iz Južne Amerike ali pa iz Azije, ali pa uvoz sekancov, se pa reče, to ni trajnostno, se pravi lesna biomasa ni trajnostna. Pri nas teh primerov ni lesna biomasa, večinoma izhaja iz naših gozdov, iz naših virov, ali tako, da tukaj nimamo problema s takim uvozom, ki bi nekje nadaljavo povzročal netrajnostno gospodarjenje gozdov. In seveda vedno možnost premakniti zadeve na višji tehnološki nivo, razvoj tukaj gre hitro naprej in predvsem se moramo vprašati, kako proizvesti več elektrike tudi iz lesne biomase. Trenutno je lesna biomasa se uporablja predvsem za toploto in tukaj ne moramo govoriti o nekih presežkih, kar se tiče tehnoloških rešitev. O tehnoloških rešitvah lahko res presežkih, tako govorimo takrat, kada bomo imeli tudi proizvodno elektrike. In to zelo učinkovito. Tukaj je predvsem problem učinkovitosti sistemov, se pravi, se moramo pa pri proizvodni elektrike vedno nastaja toplota in to toploto moramo tudi izkoristiti. Toplote lahko govorimo o višjih tehnoloških nivoih. In pa seveda evidence, tukaj to je za nas zanimivo, zato ker se zelo veliko s tem ukvarjamo in želimo v bistvu izboljšati evidence, boste videli tudi večkrat upozorila na probleme. Zdaj, ko govorimo o količinah, potencialih in pa pogojih rabe, v bistvu zelo malo vemo, če bi povedali, da se na primer nekaj več kot 2 milijona ton
lesa uporab v energetske namene. V bistvu nimamo zelo natančne pike za vseh 2 milijona lesne biomase. Tukaj lahko pa izhajamo iz, naprimer, te pike, ki tukaj nakazuje, iz kje prihaja surovina za lesne sekance. Te lesni sekanci grejo večinoma malo večje sisteme. Vidimo, da tukaj žagarski ostanki, sečni ostanki in okrogli les v bistvu tukaj glavni vir. Pa vidimo, da okrogli les je samo tukaj 17%. To je treba upoštevati. Se pravi, gozd ni primarni vir, ko govorimo o lesu biomasi. Torej, gledati samo, kaj nam v gozdu raste, ni dovolj. Mi moramo razmišljati, kje imamo druge vire in tam smo najbolj šibki s podatki. Zelo težko, oziroma zelo malo vemo, koliko je lesnih ostankov, to so ene cene po surcu. Tukaj so podatki, koliko ne bi bilo teh lesnih odpadkov. Zdaj pa še v bistvu odpadek, če ta pojem, uredba o predelavi nenevarnih odpadkov, da biogoriva, določa, kaj se lahko uporabi kot gorivo. In ko pridemo na to vprašanje kaskadne rabe, ko zelo veliko govorimo o tem, se pravi, les se uporablja, se predela, uporabi izdelkih in na koncu življenjske dobe gre v energijo. Na koncu življenjske dobe je večino lesa odpadek. Je že tretiran, zemljepili, barvine in tako naprej. In po tej uredbi nikakor ne morate uporabljati to kot gorivo. Lahko uporabite kot odpadek, lahko poskušate prekvalificirati odpadek v gorivo, to so postopki, ki so predvideni, precej komplicirani in zato je ta v bistvu mantra, zdaj, ko se toliko sliši na koncu življenjske dobe, bomo pa mi to uporabljali v energetske namene, mi moramo najprej zgraditi sežigalnice. In zdaj mi povejte, kje v Sloveniji bomo zgradili sežigalnico. To je pri meni vedno največje, tako v tej zgodbi nekaj skozi govorimo. In zato ta rešitev na koncu življenjske dobe bomo les uporabljali kot energent, ni prava opcija. Na koncu življenjske dobe bomo imeli lesne odpadke, ki bomo lahko uporabljali v sežigalnicah oziroma v napravah, ki omogočajo sežig tudi odpadkov. Tako so kombinirane zadeve, ampak to je dejstvo, s katerim se bomo mogli spopadati v prihodnosti. Ali pa moramo razmišljati o ostalih virih. Imamo tukaj žagarske ostanke lesno-predelovalne industrije, ki so neonesnačeni in se neposredno uporabljajo kot gorivo. Velik potencial so sečne ostanke. Sečne ostanke večinoma trenutno puščamo še v gozdu. Posledice, zakaj temu tako so precej razlaga bila precej dolga. Sicer ne bi imela 45 minut, ampak časa za vse to, ampak kljub temu našla te detalje. Sečni ostanki, glavni problem sečnih ostankov je to, ker uporabljamo večino kombinacije motor na žagar traktor, je sečne ostanke strašno težko dobiti, ker so razpršeni in kakor smo mi delali tudi poskuse, se je izkazalo, da je to časovno preveč potratno, ekonomsko nesprejemljivo, skratka, to ne gre. Tukaj imamo takoj težavo, se pravi vse. Če se pa začnemo to delati v kompletu z sodobnimi tehnologijami, se pravi stroj za sečno in potem izvoz, tukaj pa ja. Tukaj je bistveno lažje sečne ostanke, ki so bolj skoncentrirani pokrat in operacije. Skratka, sečni ostanki, je pa tukaj problem, trenutno v Sloveniji nimamo sistemov, ki bi lahko sečne ostanke, samo sečne ostanke uporabljali kot energent, zato ker za sečne ostanke moramo imeti robusten sistem, ki omogoča, da se uporablja lesno biomaso z vsebnostjo vode nad 40-45%. In se pravi, res najslabša surovino, zato rabimo robustne sisteme, kot sem že rekla. Tako da tukaj kar nekaj izzivov se tukaj od zadaj skriva. Zdaj, gost, kot sem rekla, seveda vedno prvo pomislimo, tudi investitorji naslednjo prvo vprašajo, koliko gozda imamo, toliko 60% od Slovenije pokriva gozdovi, lesna zaloga, 7 milijoni, lesa stoji v naših gozdovih, potem se pa tako začne komplicirati, ko se začnejo pogovarjati, kaj sploh je potencial, ki ga bi oni želeli. Se pravi, ali to okrogles, drobni les, sečni ostanki, to so tri glavne. In tukaj izpravimo okrogli les, je vedno v konkurenci z predelavo. In tako, kot se moramo kot strateško razmišljamo kot država, je na prvem mestu predelava. Se pravi, okrogli les bo večinoma iti v predelavo in lesna biomasa, če smo čisto pošteni, se najde v konkurenci samo z proizvajalci lesnih plošč in pa
se pravi tisti, ki lahko uporabljajo les slabše kakovosti, ki so lesne plošče, tudi kemična predelava, ne, pa proizvodna celuloze, mehanske celuloze. Skratka, je nekaj delov predelave lesa, ki je tako neposredno v konkurenci z energetsko rabo. Droben les, tudi predvsem les iz mlajših razvojnih faz, se pravi, bojitvenih del, kar bi bil lažji uporab, pa sečno sadke se tudi pomenijo. Zdaj, količine iz gozda, tole mogoče so malo stari podatki, in trenutno zaključujemo novejše podatke, posodobljen bo ta sistem, ki tukaj je napisan, imamo tu grafičen prikaz na nivoju občin, in na internetni strani bo zdaj posodobljen ta izračun, kakšni so teoretični dejanski potenciali lesa iz gozdov. To gre za les slabše kakovosti, ki se lahko nameni v, kot sem že prej rekla, za nekatere predelave lesa oziroma za energetsko rabo. Tako da tukaj teh številk ne bi komentirala, ki so res zastarele, to je bilo narejen pred leti, zdaj pa te podatke posodabljamo. Prej že na hitro Boštjan omenil predelavo in tako naprej. Mi spremljamo tokove lesa iz gozdov, zelo veliko podatkov je skritih za temi barvanimi črtami. Tole tudi najdete na naši internetni strani, Chain Manager oziroma Infogozd, kjer v bistvu poskušamo sestaviti podatke z obeh strani. Se pravi, vemo, koliko se v gozdu poseka in potem poskušamo z različnimi načini pridobivanja podatkov ugotoviti še, kaj se s tem lesom potem zgodi. Zato, da lahko narišemo takole ali pa še bolj podrobne, da imamo bolj podrobne analize, in ker to v bistvu tisti strateški pogled na kaj se dogaja v gozdarstvu in lesarstvu. Ker to, kar iz gozdov pride, se potem naprej ne bi se v čim večji meri proizvedeli, tukaj, kar je vedno prav, so problem teh špageti pri proizvodnji krompirja, ta sektor se ni pobral. Energetska raba gre predvsem za listovce, tukaj je okrog nekaj manj kot milijon gre v energetsko rabo neposredno iz gozdov, najbolj pomembna pa proizvodnja žadenega lesa, kjer gre največ iglavcev. Zdaj, ta uvoz je tudi tukaj upoštevan, okroglega lesa pa izvoz okroglega lesa. Tukaj v tem delu naprej, naslednji stopnja predelave, pa niso prikazane, ampak tudi v enega projekta poslušamo še razdelati, da bomo videli, koliko in kam bolj natančen ta okrogli les, oziroma te izdelki primarne predelave, kako grejo. Zato, ker je to v bistvu tudi pomembno potem za nekako oceno, koliko lesnih ostankov nastaja in kakšni lesni ostanki nastajajo tudi za energetsko rabo. To so podatki statističnega urada o rabi lesne biomase, in sicer zadnji podatki so za leto 2021. Zanimivo bo videti, kaj se je zgodilo v letu 2022. Zaradi energetske krize bo mogoče se bo tukaj trend obrnil, že v letu 2021 je bilo zanimivo. Mi smo presko spravili od leta v bistvu 16 naprej raba lesa v energetske namene počasi pada, predvsem tudi toplotnih črpalk, ker ta padec je opazen predvsem v gospodinstvih. Vidite, da v bistvu industrija in pa te energetski sistemi se celo malo povečuje, to pomeni, da to gre za toplarne, za sisteme sočasne proizvodnje elektrike in toplote, medtem ko industrija več ali manj stabilna, upam, da tukaj je predvsem lesno predelovalna industrija, zato ker to je edini smiselno. Prej so domenjeni predelovalni centri v Avstriji. Dejstvo je, da če imamo veliko žagov, ki svoje ostanke predela v pelete, potem še lubje in vse ostalo, kar ostane, uporab v energetske namene, take v bistvu ima praktično nič odpadka, se pravi od ploda, ki vstopa v njihovo proizvodnjo, imajo same proizvode. Tukaj so v bistvu dodana vrednost, oziroma tukaj lahko oni potem ponudijo višjo ceno za hlod, oziroma za kubike uporabne surovine, kot v Sloveniji, tudi zaradi tega. Ampak kar je vse več lesno predelovalnih obratov, ki imajo za sušilnice, uporabljajo v bistvu za pridobivanje energije.
Se pravi, v gospodinstvih je padlo leto 2021 je bilo že malo drugačno, je tukaj poraba narasla. Zdaj bomo videli, mislim, da leto 2022 in 2023 bosta zanimiva, zato ker se je naredil lani, v bistvu je prišlo lani do te izredne situacije, krize, ki je ljudi malo zajela panika, ker niso več vedeli, kaj pa se bo zgodilo s cenami elektrike, da se pravi za toplotne črpalke, oziroma kaj se bo zgodilo s plinom in dobavo plina. Tako da bomo videli, kaj se te dogaja. Zdaj, kot so rekli, največ lesa so uporabili v gospodinstvih in zdaj tukaj smo najslabši s podatki. Tukaj se vedno sprašujemo, kaj in kako. Več ali manj gre za ocene, statistični urad dela svoje ocene, analize, inštitut Jožef Štefan dela svoje preračune. Mi pa vsake toliko naredimo analizo z pomočjo ankete. In sicer v gospodinstvih, ki je bila narejena leta 2017, da le ponavljamo, malo bojo rezultati, mislim, da nove te ankete, kjer v bistvu po sistemu javnomnenjskih raziskav delamo v bistvu raziskavo o porabi energije v gospodinstvih z poudarkom na lesnih energentih, zato ker nas zanima ne samo, a se ogrevajo, na kakšen način se ogrevajo, ampak tudi koliko posameznega lesnega goriva porabi. Se pravi, gospodinstva bolj natančno sprašujemo, koliko drv uporabijo, koliko drv so uporabili v prejšnji kurilni sezoni, koliko pelet, sekavcev in tako naprej, zato da dobimo tudi te količinske podatke. Ker načeloma v teh statističnih podatkih, ki sem jih prej kazala, je samo ocenjena količina, se pravi, koliko ton lesne biomase se uporabljajo v gospodinstvih. Nas pa zanima v bistvu, kateri energent in s kakšno količino vstopa v gospodinstvo, zato da bi bolj natančno narisali tiste tokove. Ker tam naši tokovi so na koncu pri energetski rabi, tam so najbolj ocenjeni. Prav so večji rezultati z leta 2017, kjer je bil malo mogoče specifičen vzorci, je bilo mogoče malo preveč poudarka na gospodinstvih na podeželju. In zato tudi te podatke tukaj delaš v gospodinstvu, kako ne bi se ogrevali. Takrat leta 2017, tukaj so vse malo za rezervo, da teh 47% drv je to predvsem za podeželje, ne za mestna okolja in za hiše, ker vse smo takrat vzeli, je bilo vključenih največ gospodinstv, ki živijo v hišah na podeželju. Tudi v malo specifični vzorc, kot sem rekla. Ampak kljub temu nam da pa malo pogleda v to dinamiko, da nas je bilo predvsem pomembno to, kar smo tudi sprašvali, ali imajo svoj gost in kaj je vir energije, oziroma vir njihovih energentov, in za nas je zelo pomemben ta podatek, se pravi, samooskrbnost slovenskega podeželja. Se pravi, les omogoča samooskrbnost na nek način velikega deleža slovenskega podeželja z lesom. In to so količine, to predvsem mehni lastniki gozdov pravijo, da imajo gost za svoje pokrivanje svojih lastnih potreb in ko oblikujemo politike, moramo imeti to v misli. Moramo razmišljati tudi o tem, da v bistvu je gost pomemben vir energije, energenta za podeželje. To je tisti socialni moment, da ne smemo pozabiti. In zdaj bomo videli letos, če se bo te trendi kaj spremenili, če bo te podatke kaj drugačni, ker smo tudi ta vprašanja vključili v našo anketo. V javnem sektorju, zdaj tukaj sem mislila, da bodo tudi predstavniki MOPE-ja, novega ministrstva, mi čakamo na podatke in zato smo tudi rekli, še čakajoči. Že nekaj časa nazaj smo prosili za podatke o ogrevanju javnega sektorja, pa bi zdaj še nismo dobili. Zato, ker bi radi videli tudi malo zanalizirali, kaj se dogaja v tem sektorju in kakšna je poraba za lesnih sekancev in pelet v tem segmentu. Zdaj, če gremo na samo proizvodno trg, ne bomo šla po posameznih lesnih gorivih, lesni peleti, lani se zelo veliko njih govorili. Tukaj vidite, da v bistvu vse trendi spreminjajo od leta 2018 do lani. Za lani so samo ocenjeni podatki, ni še končnih podatkov o uvozu in izvozu. Kar se tiče proizvodne peletov, mi v aprila ponavadi pokličemo podjetja in jih vprašamo o količinah, da vemo malo, kakšne v bistvu, koliko pelet proizvedejo.
Tako da velike količine proizvodne počasi rastejo, za let 2021 smo ocenili po podatkih, ki smo dobili, to okrog 160.000 ton pelet smo proizvedli. Tukaj se pa vidi, na primer, izvoz, ki v bistvu upada, hkrati pa bolj upada uvoz peleta. V prejšnjih letih smo zelo veliko vozili iz Ukrajine in pa iz Romunije, ta uvoz se je lani sploh zmanjšal, tudi vidite, da imamo zdaj v bistvu zunajtrgovinski primanjkljaj. Tako da ta razmerja na trgu, proizvodnja, uvoz in izvoz pri lesnih peletih se spreminja. Ta razmerja se spreminja. Tukaj še po državah, to, ko sem rekla, Romunija, Ukrajina, kako se te stvari spreminjajo. Iz leta v leto, nekaj časa smo največ uvozili iz Bosne in Hercegovine in iz Srbije, kateri Srbiji sploh ne vidimo. Tako da se te zadeve dejansko s časom spreminjajo. Kar se tiče naših proizvajalcev, vsi podatki so na naši strani naše tržne znamke SOQ. To je naša tržna znamka za slovenske proizvajalce, s katero si lahko pridobijo na nek način potrdilo o kakovosti peleta. Namenjen je manjših proizvajalcev in je nekako vzporedni sistem z evropskim sistemom certificiranja N+. Tako da s tem v bistvu poskušamo pomagati slovenskim proizvajalcem in na tej internetni strani dobite zelo veliko podatkov, kar se tiče proizvodnje pelet, kakovosti pelet na slovenskem trgu. To vsako leto za Zvezo potrošnikov naredimo analizo kakovosti, zato da malo vidimo, kakšno kakovost pelet imamo na trgu. Potem, kar se tiče lesnih sekancev, mi že od leta 2006 naprej spremljamo proizvodnjo lesnih sekancev, zato ker v bistvu takrat so se bolj začeli množično pojavljati sekalniki in zdaj na 3 do 4 leta naredimo popis. Zadnji popis je bil narejen leta 2001, tako da predvidevam, da bomo naslednji 2021, naslednjo pa 2024. Tako da v letu 2021 smo evidentirali nekaj več kot 240 sekalnikov, večino smo jih vključili, to sodelovali z nami, to nam povedali, kakšno imajo v bistvu proizvodno, kakšne kapacitete sekalnikov imajo. Proizvodna je približno 2,4 milijona na 100 metrov, takrat. Kapacitete sekalnikov so pa seveda večje. Tako da tukaj imamo še kapaciteto, imamo še neke možnosti za nadaljnji razvoj. Vidimo pa, da v bistvu v vsem tem času so pa vodilna Savinjska in pa Gorenjska regija. Mogoče za bližine Avstrije, ker je tam tudi izvozni trg, glaven za naše proizvajalce, tako da v vseh teh letih v bistvu ugotavljamo, koliko proizvodno najvišjo v Savinjski in pa Gorenjski regiji. Zdaj pri zunanji trgovini vidite se lani in v zadnjih letih zgodil en preboj, predvsem pri izvozu. Vidite, kako se je izvoz, to cene nas več številka, ampak tudi temu so zelo visoke ocene izvoza. Zdaj gre za to, da tukaj niso samo sekanci, ki se uporabljajo v energetske namene. To gre pa za sekance, ki se lahko uporabljajo tudi v drugih predelavah, lahko tudi v proizvodnji lesnih plošč, ampak še vedno je v bistvu tukaj, predvsem zato, ker 66% v Avstriji. Zdaj vemo, da veliko zelenih sekancov, večina zelenih sekancov iz Slovenije gre v Avstrijo, to je res, zato, kot sem prej rekla, nimamo trga za zelene sekance v Sloveniji, zato v Avstriji so pa imeli do nedavnega zeleni, če še to velja, pri ceni elektrike celo bonus, vkolikor so uporabljali zelene sekance. To je na nek način država bonus pri ceni zelene elektrike. S tem na ta način država podpira neko rabo. Tukaj smo mi tudi mogoče malo zaspali, mi tudi tukaj lahko nekaj naredili na to, da bi spodbudili rabo potencijala, ki ga imamo dovolj. Tako da tukaj medtem, ko pa uvoz pada. Uvoz je bil največji od leta 2006 do 2010, ker je Te-Tol takrat uvažal lesne sekance iz Hrvaške za svojo proizvodnjo. Zdaj Te-Tol ima domače proizvajalce, domače dobavitelje in sicer oni mislim, da še vedno uporabljajo nekaj čez 100.000 ton lesnih sekancov na leto. To je prav za ogrevanje Ljubljane.
Kar se tiče proizvajalcev sekancev, je lažje, kot se rekla, 240 jih je po naših ocenah. In tisti, ki so se strinjali, so vključeni v naš sistem Moj gozdar. Moj gozdar je sistem, ki sicer namenjen letno predelovalni, ki sicer namenjen gozdarskim podjetjem. Vsa gozdarska podjetja, ki so registrirana v Sloveniji za predelavo lesa, so vključene v ta sistem Moj gozdar, če želijo biti pa ne. Zato, ker je pač preko gozdarske inšpekcije to omogočeno. Za sekalnike pa tisti, ki želijo biti. Ampak tako, da večina je vključenih in lahko dobite, če se registrirate v Moj gozdar, registracija brezplačna, boste dobili tudi kontaktne podatke teh predelovalcev, ki se boste pomagali, da boste rabili. Zdaj, kar se tiče drv, je najtežje ugotoviti, koliko jih proizvedemo dejansko in koliko imamo proizvajalcev drv. To je najtežje zato, ker je to na sliki gozdov, ali lahko so les iz gozda v gozdu sami posekajo in sami pridelajo drva in prodajo drva. Tako da tukaj je zato težko videti, koliko proizvajalcev je. Vidite pa v bistvu tukaj, kaj se dogaja, se pravi, okrog 1,5 milijona je bila skupna količina, totale črta. In tudi spodaj pa vidite, kako je z izvozom in uvozom, kjer imamo malo več izvozov, kot pa uvoz. Tukaj spet izvozni pravite se kaže. Tako da tukaj bi mi radi predvsem, kot sem že rekla, poraba gospodinstva, tukaj bi radi malo izboljšali podatke. Poslovne priložnosti sem tukaj, to sem čisto slučajno našla včeraj, pa mi je bilo všeč. Poslovne priložnosti, zato ker gremo zdaj na to, kaj se dogaja lani na trgu. In poslovne lani so veliko trgovcev je videli lani na trgu z lesom in gorili zelo veliko priložnosti. Predvsem pa je šlo za izkoriščanje trenutne situacije, panike med potrošniki, skrb, kaj bo prinesla zima, skrb, kako se bomo ogrevali, rast cen kurilnega olja, rast cen elektrike, skratka vse izgleda, da bomo to kurilno sezono namrznili. Na srečo se to ni zgodilo, kurilna sezona že počasi v upadanju in zaradi tega, ker v bistvu ni bilo niti zelo izrazite zime, razen zdaj v januarju in februarju nekaj, in pa zato, ker so vsi lesna goriva več ali manj že v poletnih mesecih, je povpraševanje nižje in počasi cene tudi v Evropi, cene lesnih goriv padajo. Tukaj je zadnji podatek, pri nas mi vedno zbiramo cene na trgu na koncu pa na začetku kurilne sezone, in tale v bistvu 22/2, to je bilo lani oktober, november, ko smo cene zbirali. Zato zdaj aprila gremo v ponovno zbiranje cen in bomo videli v bistvu, kakšne so trenutne cene. Ampak po podatkih, pač kot ste malo spremljala, cene počasi padajo, ne pa tako hitro, kot bi si želeli. Ker ko enkrat cene naraste, je zelo težko dol spustiti. Tukaj se praktično ne vidi, da se je zmanjšal DDV na nižjo stopnjo. Septembra ta ukrep vlade se ni nikjer podnal, smo gledali malo cene pelet, ker si bi nabil mogli, pa praktično cene zaradi tega niso šle dol. In je v bistvu to nekaj, kar smo skozi poudarjali, cene pri slovenskih proizvajalcih so šle gor, ampak ne tako izrazito, kot na primer pri proizvajalcih. In mi so v bistvu upozarjali, da tudi ta ukrep DDV-ja in pa vse to je šlo predvsem v žep distributerjem, preprodajalcem, bistveno manj pa slovenskim proizvajalcem. Pri slovenskih proizvajalcih je bil pa še velik problem, ker je šla cena žabovine zelo gor. Tako da so bili v bistvu v precepu med zelo visoko ceno žabovine, surovine, visoko ceno elektrike in pa še niso to zvišali ceno kot ostali. Tako da zato pravim, da smo tukaj, je marsikdo najde tukaj poslovno priložnost za poviševanje cen, predvsem med distributerji. In zdaj, če pogledamo še, zato zaštavno pač zdaj pa, če sami se med lesnimi gorivi naredimo tole primerjavo, vidimo, da v bistvu sekanci so bili tisti, kjer se je najmanj spremenili v lanskem letu. Največ se je pri peletih, dekletih in potem drugih. Drva so pač nekaj, kar je bolj lokalno, tudi so lastniki gozdov videli priložnost in so dvignili cene, čeprav ne verjamem, da se je njihova proizvodnja to zvišala.
Sekanci pa niso šli to pa po mojem tudi zaradi tega, ker so prejšnja leta, ko je bila korona, ko so bili COVID in vsi ukrepi, je bil dejansko javni sektor, ko so ti večji sektor so bili zaprti in je bila zato poraba sekancev bistveno manjša, zato so bile zaloge večje na eni strani, na drugi strani pa tudi višanje cen ogrevanja v teh javnih stavbah in v daljinskih sistemih ni tako enostavno. Ampak v zadnji cel sistem, kako se cene oblikujejo in zato so po mojem cene sekancev tako ostali v primerjavi z ostalimi energenti. Ampak kaže pa mogoče tudi na to, na neko stabilnost, kar je dobro v bistvu, ko govorimo o teh malo večjih sistemih in pa na primer sistemih javnih stavb. Tako kje dobite vse te podatke, mi vse to objavljamo na naši spletni strani Chain Manager, oziroma Infogos, tam imate cene, se pravi, voznih lesnih sortimentov, cene žaganih proizvodov, cene gozdarskih storitev in cene lesnih goriv. Zdaj tukaj redno spremljamo, vsak ima svojo dinamiko, ampak parkrat na leto spremljamo cene na trgu. Spremljamo tudi stanje v sektorju gozdarskem in lesarskem, to so naši kazalniki, ki so tukaj 18, oziroma če do 18 kazalnikov je zdaj opisanih, zelo podrobno, kakšno je stanje, vsako leto poskušamo čim več kazalnikov obnoviti. Tako da, če rabite kakšne podatke, pejte na tega pogledati, to je trg lesa in lesnih proizvodov, to boste najdeli naše tokove in še številne druge podatke. Tako da je tukaj najhitreje prijeti do njih. Kar se tiče lesnih peles, sem že povedala, na tej naši strani S4Q, boste najdeli pa največ podatkov o lesnih peletih. Kaj so zdaj tiste ovire? Tukaj se spet je šla malo nazaj, tam mislim, da iz leta 2008, ko smo pripravljali nacionalni program za rabo lesne biomase, ki je potem nekje ostal, nikdar ga nismo sprejeli, ampak se vidi, da v bistvu imamo neke dobre prakse, imamo modele, ki je lepo počnejo, tudi prenos znanja se veliko naredili. Malo pa še vedno probleme pri teh ovirah, ki sicer ekonomske in pa socialne, se pravi, obnašanje ljudi, povezovanje, kot je življenje, in pa te ekonomske, tudi se pravi, kjer se dala ta varnost v dobavi pod ekonomsko viro, lahko dodatno tudi pod socialno, kjer pa ne se najde. Se pravi, to so v bistvu ta glavna vprašanja, ki še vedno ostajajo, mislim, da po vsakemu investitorju, ki pride v Slovenijo, se pravi, kje dobiti velike količine, kako si da vso logistiko organizirati okrog lastnikov gozdov, okrog vse te, kar imamo državnimi gozdovi, javnimi gozdovi, kako vse te razmerja urediti. To so že rekla, zeleni sekanci, odpadki, vse to so glavne probleme za surovino, za vprašanje za surovino. In zato je tukaj pomembno, da se pogovarjamo z vsemi sektorji, ki so to vključeni, tukaj imamo vedno največje težave, se pravi, gozdarstvo, lesarstvo, energetika. Mi bi mogli sedeti redno skupaj in se pogovarjati. Se pogovarjati zato, da bo lesarstvo, ko načrtuje svoje usmeritve, ukrepe, financiranje nekih predelav, razmišljali tudi, kako bomo s temi ostanki potem pomagali energetskemu sektorju in tako naprej. Zelenega prehoda za vključitvijo lesa v vseh pogledih, se pravi kot material in kot energent, ne moramo v Sloveniji izvesti. Jaz sem to prepričala. Zato, ker drugih obnovljivih virov je tukaj zelo malo. In lahko govorimo o vetru, lahko govorimo o soncu, vse to so bombončki, ki jih dodajamo. Ampak les pa mora biti tukaj. Moramo začeti razmišljati o vseh segmentih, kako se to povedati med sabo, v nek uspešno zgodbo, zato da bo lahko bili odgovorna družba in zagotovili ta zelen prihod, o katerem to govorimo. Pa mislim, da si ga ne vem, da res ne predstavlja, kaj ne bi to bilo. Oziroma, kako ne bi naše življenje leta 2030, 2040 ali pa 2050 izgledalo. Zato, da bi malo se povezali tudi, smo ustanovili Združenje za resno biomaso, dokaj mlado združenje, bomo še malo več promocij, moramo narediti, še malo širše povabiti in zato, da bo ta zadeva bolj zaživela in da bo omogočala tudi malo bolj povezovanje znotraj vseh proizvajalcev uporabnikov lesnih goriv. Tako da hvala za pozornost, ker bo mislim, da podobno.
Nekaj zato, zdaj imamo še 10 minut približno časa za vprašanja iz publike. Za udeležence preko spleta pa prosim, da vprašanje zastavijo v chat, pa da bom potem jaz posredoval nekaj. Kakšno vprašanje, komentar? Preveč informacij sedem. Jaz sem samo vprašanje, sem počakal, če sem Gremo tudi izkorist, pa začni. v četu že kaj. Ne? Ok. Potem mene pa zanima takole, kakšen je vaš pogled na izoliranje proizvodne lesa izven gozda? Ja, zdaj te izvengozne nasade hitro rastočih drevesnih vrst, verjetno ne drevesnih grmovnih vrst. Tukaj smo imeli take poskuse in veliki idej tam pred letom 2010, kjer so bili tudi testni nasadi hitro rastočih vrst in pa topolov vzpostavljeni. Inštitut ima sicer dolgoletne izkušnje iz tega, ker je tudi v mednarodno vpet v te spremljanje različnih klonov in tako naprej. Nažalost je tukaj pokazal problem v bistvu, ko gozdarji posežemo izven gozda in pridemo na kmetijsko rabo. Tukaj bi nujno rabili sodelovanje kmetijcev, da nam povejo, kdaj in kje in kako. In seveda, vrbe in topoli rastejo najboljši, tam, kjer tudi najboljši raste vsa zelenjava, vsi ostali kmetijski pridelki. Tako da takoj udarno na ta v bistvu, kaj je primarno. Jaz se strinjam, da primarno morajo biti kmetijske površine za proizvodno hrane. In to tako, kot les, hlodi morajo biti primarno za predelavo. Tako da tukaj se biomasa se vedno najde ta zadnja. In ko rečejo kmetijci, ja, vse imamo pa nekaj degradiranih kmetijskih površin, kjer nič ne raste, tam bi pa lahko imeli hitre nasade, tam pa seveda zadeve ne rastejo. In ne dosegamo takih pronosov, kot si želimo. Mi smo takrat imeli poskus na površinah v Trbovljah, ki so bili na jalovini rudniški, in pa v Velenju, kjer se pa samo zemlja posedala zaradi rudnika, in to so taki idealni primeri. Samo v Trbovljah ni nič rasta, ker je ta jalovina ni bila dosti produktivna, je bila čisto, taka jalova, v Velenju je pa zelo hitro rastel, pa nismo imeli v bistvu tam tehnologije, ki bi to obvladovala, pa tudi rudnik se malo zamenjalo vodstvo, pa naenkrat ni bilo več zanimanja za tisto. To, da smo se danes pogovarjali, da bi bilo mogoče lahko tisto pogledati, pa videti, kaj se je s tem zgodilo, ker nam je pa lepo rastalo. Ampak je to svoje vprašanje spet prioritet, ki si jih postavimo. Se pravi, predelava hrane, kot so rekla, in je tukaj zelo, zelo težko. Predvsem pa zato, ker 60% Slovenije imamo pokrite skoraj z gozdovi, velike še gozdnate površine, ki ni všteta v to, tako da ljudje niso najbolj navdušeni, da gozdarji sedimo izven gozda. Mogoče je eno vprašanje predlo omenjeno, da z ekonomskega vidika se pri lesnih ostankih seveda zadeva splača, če gre za strojno sečnjo. Koliko pa je v bistvu sploh slovenskih gozdov primernih za strojno sečnjo? Dobro, da danes ni veliko predstavnikov Zavoda za gozdove, ko bom to rekla, ampak so ene pa že to previdna. Tako je v bistvu po trenutnih, če bi pogledali, bi rekli, da zelo malo. Ampak dejstvo je, da se prvo tehnologije razvijajo, imamo lahko že zelo lahke stroje, imamo stroje, ki so področja manj škode na tleh in tako naprej. In zato je bistveno več površine. Če pogledamo, sosednja Avstrija nima same ravnine, pa oni prehajajo praktično zgodbe samo v strojno sečno. Tako da tukaj je veliko, v bistvu moramo veliko narediti tudi v Sloveniji, v razmislek, resen razmislek, katere površine so primerne za strojno sečno, pa katere niso. In zato imamo tudi mi en raziskovalni projekt, ki smo ga dobro začeli, kjer ne bi identificirali površine, ki ne bi bile primerne na novo, za nekimi novimi kriteriji. Ampak temu treba prilagoditi potem odkazilo in cela vrsta gospodarjenja z gozdovi, tako da je to en proces, ki ga mora tudi Zavod za gozdove mogoče začeti, v neki modernizaciji teh podatkovnih baz na eni strani in pa tudi malo modernizaciji razmišljanja. Se pravi, da nima vsak občutek, da zdaj bomo pa vse devastirati, stroj spustimo v gost.
Tako da tukaj mislim, da zdaj strojev v Sloveniji je dovolj, kapacitet je dovolj, da bi bistveno povečali strojno sečno, je pa mogoče tukaj malo več zadržkov, kam in kako stroj spustiti. Tako da, ja, pa. Tukaj dam komentar, ne? Moj zavod, da vejo na enota. Mi imamo pravkar strojne sečnje na silikatnih podlagah. In je zelo dobro izvedeno. Moramo se samo pohvaliti, ni pa nobenih ostankov resnih. Zaradi tega, ker vse bukove veje, pa vse je šlo na vrst. Ja, to je tudi ta problem, ki smo ga mi tudi ugotavljali, da v bistvu vse je stvar tukaj podlage, ne, naprimer, in če ne delajo, tako kot ste omenila, se pravi, sečne ostanke uporabljajo na sečnih poteh, potem v gozdu pustijo na tleh še na pogrodno. Ja. Tako da tukaj je veliko trikov, ko govorimo o sečnih ostankih, tako da tega se zavedamo, zato tudi mislim, da je treba vsako vedno na novo pogledati in kako se da. Mislim, da je bolj nevaren to, kar se zdaj dogaja, da se zelo veliko traktorjev z traktorskimi prikolicami uporablja, a ne, in za izvoz, a ne, in te ni nujno, da so vedno primerni. To gre pa mimo vseh, razen če tisti revirni gozdarji tega mogotovijo, pa ne. Hvala, Nike. Imamo še eno vprašanje preko četa. Gospa Ana Marija sprašuje, za slovensko energijsko zahtevno industrijo pripravljamo projekte soproizvodne elektrike in toplote na les. Zanima nas, ali je mogoče v Sloveniji dobiti 100.000 ton odpadnega obdelanega lesa letno in kdo so deležniki, ki trgujejo s tem lesom. To sprašuje gospa Ana Marija Bortnik-Bračič, GP Sistemi. Ja, zdaj, če govorimo tukaj o lesnih ostankih, ne bi mogla biti tukaj lesarska podjetja, ki bi na to odgovorila. Mislim pa, da ni lesarskega podjetja trenutno v Sloveniji, ki bi imel toliko ton na enem mestu. Tako da bo tukaj bolj stvar iskanja. Če smo 20 let nazaj, če bi lesni ostanki še problem, pa jih ne bi hotel, je zdaj tako, da v bistvu vsa lesno predelovalna podjetja se zavedajo, da je to produkt, ki ga oni zelo dobro prodajo. In to je žagovino in lesne ostanke, te kosovne ostanke, več ali manj imajo že vsi, ki je zagotovljeno prodajo. Tako da ni zelo enostaven in je treba pač, jaz mislim, da malo poiskati. Žagarski obrati, seznam žagarskih obratov je pa tudi na tej naši internetni strani, ki smo prej omenila, tako da tam se lahko vidi, kje v Sloveniji so žagarski obrati in tam so tudi kontaktni podatki. In potem pač treba pogledati in vprašati. Za tista podjetja, ki so se strinjala, je tam zraven tudi dodan podatek o kapaciteti. Tako da si lahko tudi tam pogledajo, to je to največja podjetja.